Lepo pozdravljeni, sem Jana Pristovšek in nadaljujem temo kako do ljubečega odnosa. V prejšnjem videu sem iskala odgovora na vprašanje, ali je vzrok v meni ali je vzrok v drugi osebi. V našem nezavednem je predstava, kako naj bi nekaj bilo. Nezavedno ves čas primerja realno življenje s to predstavo. In bolj ko se realno življenje sklada s to predstavo, bolj prijetno se počutimo. Manj kot se realno življenje sklada s to predstavo, manj prijetno se počutimo. Nezavedno nam povratne informacije posreduje v obliki čustev in čustva so jezik, ki ga mi razumemo. Prijetna čustva niso problem, problem so neprijetna čustva, zato ker takrat lahko odreagiramo neprimerno. Neprimerna reakcija je, da nekoga napademo, obtožimo, ga ponižamo, ker s tem ne bomo popolnoma nič rešili. Bomo naredili pa novo težavo in nove zamere. Koliko je te čustvene energije, je odvisno od tega, koliko je realno življenje v neskladju z našo predstavo. Mi imamo čisto za vsako stvar svojo predstavo. Te predstave so v nezavednem, zato za njih ne vemo. Za stvari v nezavednem ne vemo. Vse, kar se v našem nezavednem dogaja, zvemo preko čustev. Bolj kot smo mi prestrašeni, manj kot imamo občutka varnosti, slabša kot je naša samopodoba, bolj zategnjena so ta prepričanja, bolj strogo postavljena so ta pravila, bolj ozki in majhni so okvirčki sprejemljivega. In ta predstava je naša varnost. Je pa ta predstava včasih lahko napačna. In zaradi te napačne predstave imamo mi lahko zelo veliko težav v življenju. Te predstave mi ne moremo spremeniti na ta način, da nahrulimo nekoga, da ga neprestano popravljamo ali da smo nad nekom neskončno razočarani. Te predstave ne moremo spremeniti niti s tem, da mi v sebi meljemo, kakšna krivica se nam dogaja, zakaj nimamo sreče, kako so drugi ljudje neljubeči z nami. To predstavo mi lahko spremenimo takrat, ko se zazremo vase in ko smo se pripravljeni in sposobni soočiti s svojimi čustvi. Glejte, mi čustva lahko potlačimo, mi čustva lahko zanikamo, mi čustva lahko spregledamo. In bolj kot smo usmerjeni navzven, manj stvari bomo rešili. Zato ker z nekim neustreznim ravnanjem, neustrezno reakcijo, naredimo samo nov problem. Se pravi, prej smo imeli en problem, zdaj imamo že 2 in potem imamo že 4 in tako naprej. In v partnerstvu, v prijateljstvu, z otroci, sodelavci, je pomembno, da si postajamo vse bližji, da si lahko zaupamo in ne, da se oddaljujemo, da drug drugega ranimo in smo vse bolj vsak na svojem bregu. Kako se zazremo vase? Zazremo se vase takrat, ko si to upamo. Da si bomo to upali, moramo pa imeti neko orodje, s katerim si bomo mi pomagali, ko bojo ta čustva neprijetna, ko bojo težka, ko bo naporno. In jaz vas hočem in želim naučiti tehniko,
s katero si vi lahko pomagate, da ko pride neprijetno, težko čustvo, da ga lahko nevtralizirate in odstranite. Zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker je pod tem čustvom še bolj pomembno čustvo. Poglejte, kaj mi ponavadi čutimo. Mi čutimo nezadovoljstvo, mi čutimo nemir, mi čutimo jezo, mi čutimo žalost ali pa užaljenost. Ampak globoko pod temi čustvi so pa rane preteklosti. Je naša slaba samopodoba, ki ni realna. A veste, vsak človek je vreden in ljudje smo dovolj dobri in to je dovolj. Ampak da mi do tega lahko pridemo, moramo prej odstraniti tisti balast. In tisti balast ne morejo odstraniti drugi ljudje. Tisti balast lahko odstranimo sami. In ko mi odstranimo ta balast, pridemo do tega, kar sem prej naštela. Pridemo do tega, da se v sebi ne počutimo dovolj varne, ne glede na to, kakšno moč in odločnost kažemo naven. Pridemo do tega, da nismo dovolj pomembni, da nismo dovolj dobri, da nismo dovolj vredni. In to ves čas odzvanja v nas. Tukaj so strahovi, tukaj so demoni, je kritik, ki neprestano kritizira, je nekdo, ki se posmehuje, je nekdo, ki grozi in tako naprej. Zdaj si pa vi predstavljajte, zaprite oči in si predstavljajte, da ves čas v sebi slišite: si dovolj dobra, si vredna, si prijetna, si lepa, ljudje te imajo radi, radi so v tvoji družbi, nisi kriva, si čudež življenja in svet brez tebe ne bi bil popoln. Počasi odprite oči. A si vi predstavljate, kakšno bi bilo vaše življenje, če bi bili ti stavki v vas? Če bi bili v vašem nezavednem ti stavki, ki bi se neprestano ponavljali. Če bi ustvarili avtomatski proces, kjer bi se ti stavki ponavljali brez vaše pozornosti. In to vas jaz hočem naučiti. To se da in te stvari so že v mnogih ljudeh. Na ta način se človek sprosti. Na ta način človek postane mehkejši, sprejemljivejši, manj občutljiv. Na ta način pride do manj prepirov in na ta način se mi lahko zbližujemo potem z drugim človekom, ker nismo preobčutljivi. Še enkrat zaprite oči in še enkrat poslušajte te stavke. Dovolj dobra si, dovolj primerna si, vredna si, prijetna, prijazna, ljudje te imajo radi, radi so v tvoji družbi, nisi kriva, si čudež življenja in svet brez tebe ne bi bil popoln. Globoko vdihnite in izdihnite. Počasi odprite oči in se vprašajte, ali sem dovolj vredna, da se posvetim sebi. Ali sem dovolj vreden, da si vzamem čas in se posvetim sebi. Lepo se imejte, kmalu se spet vidimo. Lahko si preberete knjigo Čarobni odnos. Pridružite se mi v Facebook skupini Čarobni odnos. Naročite se na moj YouTube kanal, da ne boste zgrešili naslednjih videoposnetkov. Pridite pogledati na mojo spletno stran, napišite mi kaj, malo se spet vidimo, bodite dobro, imejte se radi, krasni ste. Čau, čau.